današnja tema, moč medijev, danes pa o glasbi. Zelo, zelo vroča tema. Morda še malce, če dodam k svoji zgodbi. Takrat, ko sem še nekoč predvajal glasbo v diskotekah, ker sem si vzel mnogo časa, da sem raziskoval različne žanre glasbe in jih poslušal. Celo v svojem prostem času sem tam visel in si poslušal različne glasbene stile iz različnih desetletij. Zanimivo je bilo pa to, da če sem neko določeno glasbo predvajal, da sem nekako bil odgovoren za vzdušje poslušalcev. In na to sem vedno moral biti pozoren. To pomeni, da če sem dobil klic in je bilo rečeno, nič se ne dogaja na baru, ni prodaje, ljudje ne pijejo dovolj, torej kaj moraš storiti? Ljudi moraš toliko prepotiti, da bodo kasneje šli do bara in začeli piti. Če sem to želel, da se morda kateri začnejo tepsti, potem sem tudi veril, kakšno glasbo moram predvajati. Če sem si želel, da se ženske začnejo bolj zapeljivo obnašati, potem sem točno vedel, kakšno glasbo je bilo potrebno predvajati. Glede glasbe, seveda, se res lahko začnemo prepirati. Sploh, če se gre za osebne poglede na glasbo. Res je. Jaz mislim, da se tukaj vsi strinjamo. Vsak ima svojo določeno nagnjenost k svoji zvrsti glasbe. Jaz sem tukaj odprt z vami. Ko včasih malce poslušam kanale po radiju, sem opazil, da vsa glasba v bistvu že zveni tako kot vsaka druga. Kaj ni tako? Sploh skoraj ni več razloge. Vse je v bistvu samo še sintetična glasba. Mimogrede, sploh ni več novih glasb. Vzamejo nekaj starega in malce predelajo. In to je tudi vse, kar slišimo. In danes lahko iz jodlarske glasbe naredimo tehno glasbo. In z umetno inteligenco sploh. Ampak glasba ni ravno glasba. To je treba razjasniti. To predvsem vidimo, če gremo ven, vidimo tudi na ljudeh, kakšno glasba jim je všeč. Včasih to pokažejo bolj v ekstremih, recimo heavy metalci, rockerji. To se vidi po njihovem izgledu. Tako zelo na grobo lahko že ugibamo, v katero skupino spadajo, katero glasbo poslušajo. Raperji. In to recimo prepoznamo. In potem tudi vidimo, kako se človek v bistvu v življenju pusti podrediti tej glasbi, da celo to zunanjo sliko drugače predstavljamo. Zanimivo, kaj ne? Saj seveda sledimo vsem tem glasbenim ideologijam, kar je za samo glasbo in sporočilo, ki so za to glasbo in tem bendom. Žalostno pa je, da večina ljudi, še posebej te v svetu, ki si poslušajo to glasbo, še posebej v hip-hopu ali R&B, skoraj noben ne posluša besedila. Kaj se v bistvu tam sploh pove v besedilu? In to so res ojej besedila. A si kdo sploh danes pogleda, kaj se v bistvu poje pri rap in pop glasbi, po besedilu? In sedaj, če se pogovorimo glede tega tukaj, med nami, med seboj. Verujem, da mi, ki smo bolj usmerjeni duhovno, bi se morali postaviti pred drugo premiso, pred podstavko, kako gledamo na glasbo. In ne toliko na osebni ravni, ker to tukaj ne bo delovalo. Zato bo vedno tudi nastal spor glede te teme. Če osebni pogledi na glasbo igrajo vlogo pri tem, kako naj bi mi predvajali in kakšno glasbo, potem bo vedno prišlo do sporov. Vedno. Vprašanje je seveda, kaj nas dela toliko bolj posebne v načinu, kako glasbo poslušamo in hkrati tudi, kako glasbo podajamo. Pa naj bo to v bogoslužju ali pa privat. Kaj ne? Zdaj bom dal primer. Recimo, da imam rad eno glasbeno smer, ki jo rad poslušam, potem jo ne želim drugim siliti. Ker je to lahko tudi jabolko spora. Pred kratkim je bil tudi Youth in Mission, če se spomnite. Ne vem, a ste to kaj spremljali. Ampak če ste tam prisluhnili, kakšno glasbo so igrali, no ja, kot rečeno, enim je to všeč, drugi pa pač ne. Ampak ali je potem to res skupnost? A tam res skupaj molimo, častimo?
Zdaj pa postane problem. Najkasneje takrat postane to problem. Ker osebno mnenje tukaj več ne velja. Vprašanje pa je, kako želi Bog, da ga mi častimo? Saj je on Bog, ne mi. Ali imamo mi pravico določati Bogu, kakšno glasbo mora on od nas poslušati? Lepo prosim, pa kdo smo mi? Bog je dal jasna navodila. Kakšno glasbo on pri čaščenju sprejema. Ne gre toliko za naše predstave. In razmislite tudi, sovražnik hudič, Satan, Lucifer, takrat nekoč, njemu je bilo pri stvarjenju kaj dano? Kaj je dobil Ezekiel 28? Inštrumente je dobil. To pomeni, da je bil odgovoren za kompozicijo pri čaščenju Boga in samo njega. Po vsebini, po muzikalnosti, po ritmu, pa imenujte to, kakor želite. Takrat, ko je bil še svet. In njemu ni bilo potrebno fizično delati glasbe. On je imel to sposobnost, da je v glavi lahko glasbo skomponiral, ki je prišla do izraza vseh angelov skupaj. Angeli so se samo strinjali in prišlo je do harmonije. In to vse je Bogu na slavo. In to je bilo tako, dokler se njegovo bitje in razmišljanje ni spremenilo. Ko čaščenja ni več želel preusmerjati na Boga, ampak nase. Se je glasba spremenila? Kaj menite? Kaj si nekdo misli, ki želi biti večji od Boga, ki želi čaščenje zase in si reče, ja, zdaj pa bom jaz svojo glasbo špila. Menite, da je zvenela prav tako kot prej? Kaj menite? No ja, on je tudi želel čaščenje. Biti večji od Boga. To pomeni, da je želel zase še boljšo glasbo delati? In to brez Boga? In sedaj zadržite to misel, ko je to bitjo prišlo na to zemljo in ima samo en cilj, torej da ljudi odvrne od Boga s popačeno predstavo čaščenja Boga. Menite, da ne bo on uporabil vse možnosti, vse registre? Res, vse. Tudi tiste najbolj skrajne registre, skrite stvari. Menite, da on ni glasbe preštudiral in kako to deluje na človeka, vse te frekvence, da je on to vse preučeval, kako se mi odzivamo na inštrumente, na valovanja? Sedaj pa, znanost jasno dokazuje, da je glasba izžareva ta valovanja. Saj te tone slišimo, ne? Ne slišimo samo tone, ampak tudi čutimo glasbo. Kaj ne? Ali jo čutimo? Čutimo jo, kaj ne? Od kje prihaja to, da čutimo glasbo? Zelo preprosto. Vsak ton ima določeno frekvenco, ki jo merimo v hercih. Zanimivo, ne? Tako kot pri televizorju merimo v hercih. Tudi ton se meri v hercih. In tam so valovanja. In to si lahko tako predstavljate. Poznate tisti eksperiment z vodo, kjer date tako posodo na tak zvočnik, z vodo noter, ne? In potem date določen ton, da vibrira, in potem postane tak vzorec na vodi. Glede na frekvenco se spreminja tudi ta vzorec na vodi. Zdaj pa to vzamete k sebi. Voda, iz česa smo mi sestavljeni? Koliko? 80% vode? In zdaj vzamete to primerjavo, ko poslušamo glasbo, in danes imamo že te štofelce, da ne dojamamo nič več iz sveta zunaj. In si vse te vibracije direktno pošiljamo v glavo, v telo. In s tem vidimo tudi, da ta glasba veliko bolj energično spodbuja moje emocije, kot pa če ne bi imel teh štofelcev v ušesih. Ampak to je tako blizu glave, je toliko bolj ekstremno. In to začne moje telo gibati. Zato čutimo glasbo. Jaz sam imam velik problem. S tem, da sem zelo veliko glasbe poslušal, preučeval,
se naučil, so pri meni z glasbo vedno povezane spomini. Saj vi tudi to poznate. Ko ste slišali glasbo, vam takoj pride neka slika, ki je povezana s čustvi. Ja ali ne? Zakaj se ta slika vedno takrat prikaže, ko slišimo to določeno glasbo? Točno tista slika. In tudi prikliče vsa ta ista čustva, ko slišimo to glasbo. Zanimivo, ne? Bom na kratko razložil. Naredili so en poskus. Nekim osebam so merili možganska valovanja. In storili so tole. Dali so jim slušalke in jim samo kazali slike, torej obraze. Samo obraze so videli. 6 obrazov v enakomernem ritmu. V tem videu je to vse v angleščini, zato bom sedaj razložil na kratko. In tam so sedeli približno 6 minut in so slišali neko glasbo. In v tem ritmu so si gledali te slike, še enkrat je šlo okoli in še enkrat je šlo okoli in poslušali to glasbo. Takoj potem so te osebe dali v drugo sobo, brez televizije, naštimali so jim druge elektrode na glavo, ker so želeli sedaj brati nekaj. Ne to, kar gre noter v glavo, ampak to, kar glava oddaja. To so merili. In tako so osebe dali v tisto sobo in predvajali glasbo, isto glasbo. In pri tem so merili te frekvence možganov. Kako to možgani prejemajo in absorbirajo. Ojej. Torej, naredili so neko možgansko sliko MRT teh valovanj v možganih. Od te glasbe, kaj povzroča. In tako so to dali v sloje, 6 slojev. In potem so te razrezane slike, sloje, postavili eno zraven druge. In veste, kaj je bilo videti na teh slikah? Obraze oseb, ki so jih prej videli, ko so poslušali. Ta slika se je nekako skrila v valovanjih teh frekvenc možganov. Preko glasbe. Noro. Noro. Popolnoma noro. Poglejte zdaj, če Satan ve, kako lahko preko glasbe sproži čustvo, ki je lahko pozitivno ali negativno, vzame, ste tako rekoč ujeti v vašem čustvenem mehurčku. Zato pa, ko molimo, torej častimo Boga, ali se to zgodi emocionalno v mehurčku, ali zavestno molimo Boga? Vi mi odgovorite. Gre za emocionalno stvar, kako naj razumem in čutim Boga, recimo, da še roke dvignem, pri molitvi je to sicer dobro. Ali smo, ko častimo Boga, se zavedamo, kaj govorimo in koga naslavljamo. To je kvintesenca vsega tega. In veliko tehničnih načinov je, kar se tiče ritma in disharmonije, ampak samo to že je zame resnično odprlo neke nove misli, kako v bistvu sovražnik deluje, kako nam daje lahko stvari v glavo, preko glasbe in kako mi to vse povežemo in potem ostane tam, noro. Zato tudi ta posvetna glasba tako dobro deluje, ker je vse povezano z videoslikami. Tako da dobimo lastno predstavo o tej glasbi na podlagi lastnih čustev. Ampak mi tega sicer ne razumemo, kaj se dogaja, ker niti besedil ne poslušamo. Preprosto se prepustimo tem čustvom. In ta nas premikajo. Ja, tole bomo kar preskočili. Treba je pa tudi vedeti, da v tej posvetni, to je sicer posnetek, original, prostozidarskega rituala v glasbeni industriji. In preden nastopijo v javnosti, se morajo udeležiti teh okultnih ritualov. In vzeti je treba v obzir, da se tukaj dogajajo reči, za katere mi vemo, da jih vodi celo sovražnik Satan. In on uporablja te umetnike, ustvarjalce, tako da so množice ljudi lahko vodene. Včasih je bila glasba veliko bolj prijetnejša, kot recimo danes, ne? Recimo 60., 70. leta.
Ne pozabimo pa tudi, da tudi ta glasba od takrat. In meni je bilo to vse všeč, res. Peter Alexander. Kaj ne? Ste vedeli, da so tudi oni bili prostozidari? Niti eden pevec, niti en igralec ni takrat smel stati pred kamero, če ni bil v določenih krogih. In to se je začelo že veliko prej. Zato tudi Peter Alexander nikoli ni nič podelil iz svojega privatnega življenja v vseh teh raznih časnikih in časopisih. Zakaj le? Takrat vir informacij ni bil tako širok kot danes. Takrat je bilo preprosto ostati anonimen. Če pa danes kaj raziskujete in globoko kopljete, potem ugotovite, kako daljnosežno je vse to. Do 30 let. Takrat se je to sicer drugače imenovalo, drugačne povezave so bile. In večina teh umetnikov, in v kratkem bo prišel tudi film resnične zgodbe mladega moža iz Amerike, ki ni znal igrati kitare. Vedno se je preveč zakrčil in ni mogel igrati. Povsod je želel nastopati, ampak nikomur ni bil všeč. Resnična zgodba. Zato se tudi danes veliko teh zvezdnikov sklicuje na to zgodbo. Kako so postali tako uspešni. Ta Poba je kar naenkrat izginil. V nekaj mesecih se je ponovno pojavil in je igral kitaro kot bog. Nihče se ni znal razložiti, kako je lahko ta mladi mož v tako kratkem času začel tako dobro igrati. Dokler sam ni tega razodel pred svojo smrtjo, koga je srečal. In umetniki imenujejo to frazo, da prideš do razpotja, crossroad. Torej na tem razpotju nekoga srečaš. Nekoga srečaš, ki ti obljubi, da postaneš bogat in slaven. Biti najboljši kitarist. Da bom slaven in bogat. Čemu prodam svojo dušo? Zato pa imejte vedno v mislih, kdo za vsem tem je. In znanjem, ki ga on ima, točno ve, kako lahko maso ljudi in vodi s čustvi. In to postane vedno bolj očitno. Saj veste, mi imamo lastne hčere in vseeno repamo o tem, kako se bi spoznali s hčero nekoga drugega. Kot da ne bi sprejeli odgovornosti kot moški. Zato tudi pravim, da pesem Zaprti na nedeljo je bil najtežji CD, ki sem ga kdajkoli snemal. Tako kot kak NWA CD. Ker govori o tem, da bi obvarovali vaše otroke pred indoktrinacijo medijev na tisoče in tisoče slik, ki so vsiljeni, nahranjeni otrokom od let 6 in 7. In v vseh teh slikah so tudi slike, ki so vmešane noter, za katere mi ne vemo kot starši, ki so namenoma vmešane tja, da bi omejila super sposobnosti otrok. Čisto na kratko, to je bilo dovolj. To je bil Kanye West. V zadnjem času je on zelo padel v obzir, zato ker je prišel v javnost in kao ni imel več volje pri tem sodelovati. In tako je potoval čez Ameriko, gor in dol. In pri vsem tem je razkril stvari, ki vse to potrjujejo. Da vse te korporacije želijo delovati na možgane otrok, da bi jih lahko obvladali preko medijev. Zato je tudi rekel, zato je imel tudi skomponiral to glasbo za otroke, za zaščito otrok. Njemu se je še veliko stvari zgodilo po vseh teh rečeh. Zdaj ga spet ni več za prepoznati, zdaj spet ni več v spredi in ne trobi več iste stvari. Utišali so ga. In jaz verujem, da je bil on nekako zamenjan z nekom drugim. Ampak to je druga zgodba. Lady Gaga poznamo, kaj ne? Tudi ona je prišla do neke točke, ko razgalja, kdo je njen gospodar. Ali zlo, karkoli ga želite imenovati. Lucifer. Inteligenten je. Zelo pameten. In neviden je. Nima barve. Nima rase, nima religije, ni politik, nevidna kača je, ki medtem, ko on planira, da bi napadel, razmišlja o tem, kako bo razdelil svoje sovražnike v majhne, manj močne skupinice. Potem bom storil, da se bodo sovražili med seboj. Tako da jih bo lažje onesposobiti.
In res je, take intervjuje je res potrebno iskati. Niso lahko za najti. In če kaj takega povedo, ko so jo vprašali, zato ker je vedno rekla, ker je vedno omenjala Luciferja, pa naj pove, kdo to je. In vidite, strategijo. In najbolj noro je to, da Hollywood in vsa ta glasbena industrija postaje vedno bolj odkrita. In noben se ne zoperstavlja glede tega. To je še bolj noro. Vam pokažem še en video. Tu gre za Billie Eilish. Tako je Lucifer v teh videotih čaščen. In zgodba o padnem Luciferju je povedana. Kako zelo se mu predaja, kako mu razkriva svojo dušo in tako naprej. In dostikrat je lahko tako kot v okultnem, kjer se besedila govorijo v nasprotno smer. Ali pa tukaj, The Weeknd, se mi zdi, na koncertu nič več ne skrivajo. Smo tudi brali prej, da se mora človek greha razodeti. Kaj ne? Ja, vse bo razodeto, vedno več bo razodeto. In ljudje še vedno tam stojijo in ploskajo. Manipulacija deluje. Pozor, vidite? Ste videli? Še glejte, še enkrat bo pokazal. Pozor. Zdaj. Ste lahko prebrali? Ste lahko prebrali? Dajmo še enkrat. Kaj se je pa zdaj zgodilo? Na tem LED platnu se je kar naenkrat pojavil napis Satan. Čisto kratko. Poglejte. Še enkrat. Tukaj, pazi. Čisto kratko je bilo. In to, kar sem jaz pred 10 leti omenil, kako daleč smo že in v našem času in da je glasba prišla do neke točke, ki je za čaščenje v tem času konca zelo pomembna glasba. Spomnite se Daniela. Glasba je imela posebno vlogo takrat. In ta glasba takrat je morala biti verjetno tako gromozanska, da te je verjetno že samo ta pritisk teh frekvenc, ki so prišla do tebe. Če si predstavljate, kakšni inštrumenti so to bili. To je bilo vse od zgoraj na vzdolj usmerjeno. To se je dobesedno uprlo v tvoje telo. Že sam to je bil pritisk, ki se ga tako začutil od te glasbe. Da te je prisilila v to, da si pokleknil. Če v naših lastnih vrstah dopuščamo to posvetno glasbo, kako rad potem Bog posluša naše molitve? Če bi recimo začeli govoriti o Hillsongu ali druge podobne glasbene zvrsti? Ste si kdaj pogledali, kdo so te ljudje, izvajalci, ki to igrajo, ki stojijo tam spredaj in se igrajo, kako so sveti in imenujejo Jezusovo ime in tako rekoč skoraj meditirajo Jezusa in se ponavljajo in ponavljajo in ponavljajo in tako izgradijo to emocionalno zgodbo, potem to spustijo, da pade in potem ponovno zgradijo to emocionalno. Kaj za nas pomeni čaščenje? Kaj res to pomeni? Tako veliko primer si jemljemo iz Svetega pisma. In ta argument vedno poskušamo nekomu okoli ušes podajati. Kaj je pravo čaščenje v glasbi? Poslušnost. To je že osnovna predpostavka. Zato pa, če razmislimo o teh rečeh, kako mi osebno doživljamo glasbo, v redu. Vsak lahko dela kar če, ampak prosim,
Mora biti pa neka meja. Moje predstave so moje predstave, Božje predstave pa so drugačne predstave. In če se jaz ne soočam s tem, vsega jaz častim že. To, kaj dela masa ljudi. Kaj želijo mladi. Ne. Jaz se moram soočiti z Bogom osebno in od njega spoznati, ugotoviti, kako on želi, da ga jaz častim. Ste že storili to? Verjamem, da če bi vsak to storil, ali pa če bi kolektivno skupaj molili pod Svetim Duhom, mislim, da ne bi prišlo več do kontrovers. O tem sem prepričan. Nihče več ne bi rekel, rabimo malo več ritma. Ne, v glasbi, ne. Tega ne bi bilo. Nažalost, stojimo v zelo veliki nevarnosti, da svojim lastnim bratom in sestram, tudi na vodilnih pozicijah, v teh točkah ne smemo zaupati. Meni je popolnoma vseeno, če bom zdaj dobil zaradi tega e-maila ali kakorkoli. To me ne zanima. Ne smemo. Ker to je ta klin, ki ga Satan zabija noter. Zato so vedno te diskusije, te generacijski problemi, sprejemanje te glasbe. Ne, moramo slediti otrokom, zato da bojo to, kar oni želijo, tudi slišali. Da jih bomo obdržali. Da bojo sploh še prišli na bogoslužje. Vsaj zaradi glasbe, ne zaradi sporočila, ne zaradi resnice, ampak zaradi glasbe. Wow. Kakšna teologija? Kakšen nauk? Torej, če vidimo, da imamo ta problem, da mladi nimajo več zanimanja za cerkev, potem je zgleda glasba problem. Wow, zanimivo. Čisto iskreno, v spisih Ellen White jaz tega nisem prebral. Lahko, da se motim, morda še nisem prebral. Ampak stvari, ki sem jih prebral, jaz tega nikjer nisem zasledil, da bi to bil razlog za to. Ampak iz tega vseeno delamo problem. In zato, ker so mladi radi izven cerkve in so tam, in so oni drugače povezani s tem, kakor mi odrasli, so oni seveda toliko bolj dovzetni do teh reči. Zato smo lahko tudi hvaležni, da imamo tukaj lastno šolo, kjer kot skupnost lahko vzgajamo naše otroke, brez vpliva od zunaj. Zato je pa tudi zelo pomembno, da je v šoli sami več adventističnih otrok, kakor tistih iz sveta. Da je vpliv adventističnih otrok večji na otroke iz sveta, kakor pa obratno. Razmerje mora biti pravo. Tudi sam to vidim. Ne rabi iti za glasbo. Lahko gre tudi za fuzbal, karte, lego kocke. Vse lahko postane Bog. Kar se tiče glasbe, to vidim na svojem sinu. On je zelo nadarjen. In on zelo pozorno posluša. In vidim, kaj mu glasba stori. Vidim, kaj glasba v njemu prikliče. Predvsem tisto slabo, da glasba pri njemu, zelo specifična, ta posvetna glasba, napade določene dele v možganih, ki predvsem podbujajo misli k seksu. Zelo zanimivo. Predlagam vam, da bi morda nekoč povabili Rabejo Kram, ki ravno sestavlja prezentacijo ravno na to temo. Priporočam. Ja, no, to bo za začetek to. Kot rečeno, tudi stara predavanja si lahko pogledate. Veliko bi lahko povedal o glasbi in predvsem o industriji glasbeni, ampak verjamem, da tako globoko danes ne želimo iti. Menim, da ne bi več želeli tukaj sedeti potem. Če bi vam povedal, kaj vse je sedaj javnosti odprto. Ker trenutno se glasbena industrija mesari med sabo. Ker prihajajo stvari ven, za katere ne moremo verjeti, da take stvari sploh obstajajo in da obstajajo ljudje, ki to počnejo. Zato pa bi rekel, da informacije same so to, kar smo podali, je dovolj, da lahko rečemo, da glasba, ki je povezana s svetom, da glasba, ki gre po svetnih vzorcih, glasba, ki išče neko enotnost in prosim vas, to moramo sedaj zelo dobro razmisliti, kaj to pomeni. Na koncu boste obstajali samo dve skupine. Na koncu bosta samo dve skupine, kaj ne?
Če nas glasba lahko v naših čustvih, v našem razmišljanju, da na nas vpliva, potem stojimo mi kot cerkev v prvi vrsti, seveda tudi odrasli, v nevarnosti, če popuščamo pri tem. Zdaj, ker želimo mlade doseči. To ni premisa. Premisa je, da prepoznamo sebe, kakšni smo, in kaj našim lastnim otrokom kažemo, kaj smo. In to ne bo več tema glasba. Mi imamo te stvari v rokah. Hvaležnost za to, da imamo tukaj šolo, ki jo duhovno tudi čuvate, ne smete pustiti, da bi vam to iztrgali iz rok. Ko vidim, kako tukaj otroci svoje talente in darove uporabljajo za Boga, čuvajte te stvari z vso svojo močjo. Nikoli ne dovolite, da bi tudi kalček uskalil, kako bi lahko glasbo drugače zasnovali, oblikovali. Poglejte si zgodovino, zgodbe teh, ki so glasbo komponirali. Preverite te ljudi, ki so komponirali to glasbo. Kdo so to bili? Poglejte, ali verujete, da gre hudiču v nos, ker mi hodimo v bogoslužju? On s tem nima problema. Menite, da ima hudič problem s tem, ko mi pojemo iz pesmarice? Ma problem on s tem? Ne. On se še veseli, ko se mi kregamo glede tega, kaj je boljša glasba v tem primeru. Ker on uporablja ljudi med tednom in s tem, s čimer se ukvarjajo, da bi tega duha pripeljal v cerkev. In da bi ravno tam to on razumel. S tem, kako se obnašaš. In več kot se tega posvetnega vpliva preko glasbe prihaja v cerkev, vedno vel dobiva Satan svoj vpliv. To je tako subtilno, ampak deluje. In ravno tam, kjer so mladi, izpostavljajo posvetni glasbi in vidijo to pozitivno in se mi zdi dobro in si to vedno znova poslušajo. Ravno to oddajajo. To sliko. Misli in čustva. In zdaj, če katerikoli mladostnik, ki med tednom vedno posluša isto glasbo, zato ker je čustveno povezan s to glasbo in pride potem v cerkev in posluša sedaj nekaj dolgočasne pesmi o Bogu. Logično. Ta otrok se ne more v notranjosti emocionalno s tem več primerjati, ker nima več slike od Boga tukaj zgorej. Razumete strategijo od hudiča? To je tako subtilno in deluje tako dobro. In da bi tukaj sedaj rekli, ja, ne rabimo se kregati glede glasbe, dobro razmislite še enkrat. Bodite pozorni na to, kaj poslušate. Pozorni bodite na to, kaj gledate. Ellen White to opisuje, da naj bi postavili čuvaje za naše čute. Čuvaje, še posebej za ušesa in oči. To bi morali čuvati. Ker vse, celo Biblija, z vsem, s čimer se ukvarjamo in gledamo, to, kdo lahko to konča, ta stavek? To nas spreminja v to podobo. Torej, ne vemo, kaj vsi drugi delamo doma za lastnimi 4 stenami. To se vsak odloča zase. Prosim. Lepo. Ampak bistvo je to. Vsak nosi soodgovornost in sokrivdo. Če se postavljam na Satanov teritorij in pustim, da me on uči, svoj čas porabim za te reči njegove, in ravno to vodi v to, da jaz postanem kot trojanski konj za cerkev. Naši cerkvi se ne prične tako jasno, odkrito. Vedno se začne s tem čustvom. In če to vedno znova in nova hranimo, potem te osebe ne vidimo več v cerkvi in se sprašujemo, zakaj. Ali učimo otroke teh rečeh? Ali smo tudi mi dober zgled v tem? Ne vedno z dvignjenim prstom in žuganjem. Potrebujemo odprt dialog, da bi stvari pokazali in povedali. In celotno širino tega problema moramo razumeti. In ne samo nek blok, ki ga vedno želimo videti. In isto je tudi teološko. Torej, v tej povezavi
Glasba je vsekakor tema spora. In zelo pomembno je. In pomembno je, da to imamo pred očmi. Ker to bo našo skupnost preizkusilo. Morda ne Fürstenfeld. Ali pa tudi. Morda ravno zato, ker sovražnik vidi, so tu otroci, ki se želijo Bogu podrediti. In želijo njegovo glasbo predvajati. Božjo. Menite, da bo sovražnik samo tam sedel in rekel, ja, pa naj to delajo. Mi naj bi bili čuvaji svojega brata in naše oči še posebej naj bi bile obrnjene k mladim in otrokom. In ravno pred kratkim sem nažalost imel ta pogovor. En teden predtem sem imel na soboto en zelo dober pogovor z enim mladeničem, ki je imel toliko vprašanj o rečeh, o katerih sem mislil, da je vse jasno. 2 tedna kasneje sem ga spet srečal pred cerkvijo. O veri ni želel nič več slišati. Vse dvomi in izrazil je neke teorije, ko sem se res samo še čudil, kako je to mogoče. In tako mi je prišlo na misel, wow, res je naš sovražnik res dober. Zelo je spreten. Mladostniki imajo dejansko problem s tem, da bi v skupnosti najdli svojo identiteto. Če skupnost sama ni enotna. In ravno pri temi glasba, ko tu pride do neke točke, ko si niti odrasli niso enotni, potem postane vsaka stranska tema glavna tema. Vse se na novo postavi pod dvom. Na vsem se dvomi. Kaj sploh še iščemo v tej cerkvi? Veste, kako pomembna je enotnost v cerkvi? Da odmaknemo vse probleme, ki so na pota, da odpuščamo drug drugemu, da umijemo noge drug drugemu, da se spet ljubimo, imamo radi. To želijo otroci videti, da bi bili sprejeti, ne glede na to, kaj slišijo, ne glede na to, kaj nosijo. Vsi smo še v boju. Nismo še na cilju, ampak fokus mora biti jasen. Od tega se ne smemo odmakniti. Ne zaradi ljubezni do naših otrok, ker oni tako to želijo. Ne zaradi ljubezni do modernega sveta, ker so oni otroci tega sveta. Ja, so, ampak mi odločamo, kaj se bo zgodilo in kaj ne. Dajmo v prihodnosti s takimi mislimi tudi postopati. Da pogledamo tudi nase, kako mi častimo Boga. Ne samo na kolenih, kako govorimo, ampak ko smo pri bogoslužju in ko to glasbo beremo. Kaj to vse pomeni? Tu gre za zavestno reč, ki me pelje k Bogu. Ne čustva, ampak zavestna odločitev, ki jo sprejemam. Ker v molitvi prihajam k njemu in se z njim pogovarjam. Saj ne grem k Bogu in mu ponavljam vedno iste reči. A ni Bog rekel, ko molite, naj ne ponavljajte kot pogani. In zdaj to preselite v glasbo. Poglejte, kakšna glasba je temu enaka. Kakšna glasba je to, ki se tako ponavlja? Če vedno tisto eno in isto se ponavlja in ponavlja. Vedno eno in isto. Molim. Ljubezen, ljubezen, milost, milost. A je to molitev? A je to ponavljanje? Razmislite, kaj to je. Kaj je molitev in kaj je ponavljanje? Dajmo, častimo Boga in damo njemu slavo z glasbo, ki nas bliža zavestno v molitvi k njemu, ko pojemo. Ker tudi jaz in mi, ko molimo, mi zavestno molimo za neko odločitev, za neko obljubo, ki jo je obljubil, da nam pokaže določeno pot ali pa da nam zapre vrata. Zakaj? Zato, ker želimo hoditi naprej po poti vere. Ne želimo ostati na mestu in se vrteti in plesati. Napredovati želimo v veri. Zato tudi sovražnik, vsaj v Nemčiji, je uspel z diskusijami glede pesmarice zaneti v prepir. Seveda, saj provocira. Če si pogledamo v tem nemški pesmarici vzadaj, če preberemo, potem so tam celo napisana navodila, kako plesati. Jaz sem si mislil, no ja,
Draga cerkev, zdaj bi pa rad videl, kako vi plešete pred Bogom. Saj ste želeli to imeti noter? V redu, potem pa plešite. In jaz vam bom naredil zlato tele, da boste lahko plesali okoli njega. Storite to, saj ste hoteli to imeti noter. A ni to Bog dovolil v svojem ljudstvu, da lahko storijo tako, kot želijo, s plesom in petjem okoli zlatega teleta? Se to je bila njihov način, kako častiti Boga. So Boga videli? Ja. A jim je pomagal? Ja. Ali je tem ljudem resnično bilo pomembno, da ga častijo tako, kot je on želel? Ne. Kako preprosto je celo v prisotnosti Boga postaviti si zlato tele in se dreti in plesati okoli tega. Zato, ker svojega lastnega Boga bolj ljubimo kot Boga nebes. Torej, vprašanje je za nas, ko Boga častimo, je potrebno podreti vse oltarje, kjer so zlata teleta gor. Potegnite črto, tako kot je to storil Mojzes, in rečete, ker se vi sami odločate, na kateri strani boste stali. Bog nam je dovolj pokazal, kako to gre. Mi skočimo. Naj nam bo to v poduk. In da bi bili pripravljeni na to. In to je pomembno, zaradi tega tudi govorimo o teh rečeh, ker hudič ne bo odnehal, da bi to poskušal. Zato je toliko bolje, da smo pripravljeni in imamo te stvari pred očmi. Ta skupnost more stati pod Božjim varstvom. Odgovornost nosimo mi, z našimi odločitvami, prekletstvo ali blagoslov. To je moja želja za vas, da bi bili utrjena skupnost, da bi zgradili to enotnost v vseh odločitvah in hkrati tudi poslušate, če so problemi, če drugi drugače vidijo. Lahko razumemo, jaz to razumem, ker sovražnik je res dober, on to zmore storiti. A ne glede na to, ne odstopajte od pravične poti. Težek boj imamo še pred sabo, dokler Jezus ne pride drugič. Ampak imam upanje, predvsem, ko vidim, kakšno dobro delo je bilo upravljeno tukaj pri otrocih. In če boste tako nadaljevali, bo to še večji blagoslov postal. In še posebej, če takšno zvrst glasbe uporabite za misijonstvo, ne samo v domu za ostarele, tudi pri drugih prireditvah, se spozna, kaj glasba stori pri ljudeh. Kaj spodbuja? K pozitivnem ali k negativnem? Ampak v tem primeru se je videlo, glede na poročila, kakšne pozitivne vplive je ta glasba povzročila. S tem častimo Boga. Bog naj vas blagoslovi pri vaši odločitvi. Predvsem vi, starši, Bog naj vas ojača v modrosti, v potrpežljivosti in ljubezni. Da ne obupate. Čeprav nek otrok se zgodi. Ne moremo predvsem varovati, ampak če se zgodi, je zelo pomembno, da se pravilno odzovete na to. Da ste pozorni. Ni lahko, ampak s Kristusom se bo splačalo, da ste bili to bitko. Dajmo še skupaj moliti. Vstanimo. Naš ljubeči Oče v nebesih, hvaležen sem ti, da smo lahko bili tukaj skupaj, da smo lahko govorili o tematiki glasbe. Gospod, kako dobro, da danes ni bilo potrebno dolgo predavanje, ker ta tema je že povsod prisotna in si vsak lahko posluša o teh rečeh. Ampak kar je še bolj pomembno, je to, kar je v tvoji cerkvi, kaj se tam dogaja. Svet pa živi kar tako naprej, ker imajo svojega Boga, ki jim kaže lažni evangelij. Evangelij, ki ga vodijo čustva, zakladi tega sveta, bogastvo, slava in moč, poželenja. Ampak, Gospod, mi te nismo tako spoznali in vemo, v katero smer, v katero kraljestvo hodimo. Kraljestvo, ki je polno ljubezni in milosti, čaščenja vsak dan. Gospod,
ta tema glasbe je zelo kompleksna tema, ker ima vsak svoje osebno mnenje, osebna čustva do glasbe. Ja, glasba lepo zveni, ampak Gospod, ne gre se za to, kaj mi želimo, ampak kaj je resnica in kako bi ti želel biti čaščen. Zato te prosim, Gospod, za to skupnost tukaj. Ti si videl, kako čudovito te otroci tukaj igrajo in pojejo tebi na slavo. In kakšno veselje je to videti. Gospod, blagoslovi te učitelje, da bi še naprej konsekventno usmerjali in učili te otroke, da bi imeli prav vtis o glasbi, da bi lahko razločevali stvari, ki so pomembne, ki so dobre in tiste, ki so napačne. Da bi se lahko tudi sami preizkusili, čeprav je glasba tako zapeljiva jo slišati, da smo še vseeno opremljeni, da vemo, da to, kar prihaja od tebe in kaj prihaja od sovražnika. Zato te prosim, da nam pomagaš tudi nam, odraslim, še posebej, da bi imeli občutljive oči na naše otroke, da bi jih čuvali, da bi videli, kako oni sprejemajo glasbo in svet, da jim lahko stojimo ob strani, da jim pomagamo, da bi to razumeli, v ljubezni in potrpežljivosti in z uvidevnostjo. Pomagaj, Gospod, da te v enotnosti častimo, v ljubezni do tebe in v zavednosti, da je molitev pogovor s teboj in ne gre za neko ponavljanje, ker tega ti ne želiš slišati. Zato tudi pomagaj, da bi naše razumevanje glasbe dali tebi na oltar. Ne, da bi iz tega naredili zlato tele in plesali okoli tega, kakor mi želimo, ampak da bi naše misli, naša mnenja, naše razumevanje glede glasbe dali tebi na oltar, da nas ti po svojem duhu pokažeš, kje smo lahko enotni in damo vrednost čaščenju tebe, ker ti, Gospod, si edini vreden čaščenja. Blagoslovi to skupnost in ohrani jih v tvoji modrosti, v tvoji moči. Blagoslovi in vodi jih še naprej, da delujejo za tebe in ostanejo v tebi, tu v Fürstenfeldu in v vsej okolici. Zato smo ti hvaležni, da nas bo tvoja ljubezen spremljala. V Jezusovem imenu. Amen.